Kdorkoli je kdaj v življenju koga ljubljenega izgubil, ve, da take izgube ne moreš preboleti v parih urah, v parih tednih. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v še eni epizodi rahlo neurotičnega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec, vem, več priimkov kot karizme, ampak tu smo. Vabim vas, da nas posledite, da nas poslušate na Spotifyju, na Apple Podcasts, na YouTubeu, na večer.com, tiskanih zdaj in na glinenih tablicah iz Babilona, verjetno je že na papirju vsi, kjerkoli. Kaj ne rečem? So ljudje, ki svojo prisotnostjo, navzočnostjo prostor napolnijo svetlobo in srce. In so ljudje, s katerimi se ti zmeraj zdi, da je nekako praznik. In danes je ful praznik, zato ker je z mano Ana praznik. Dej, no! Kako lepo. Čakaj, moram pogledati, če smo kje napisali. Ni smel. Teleprompterja nisi imel in ti tako. To je bilo od tu vena. Kakšna napoved, hvala. Z veseljem, zelo smo te čakali in zelo smo se te veselili. Če si tak paše že me to, mojo roza dnevno sobo. Povej, Ana, bi ti kaj preurejala tukaj, ker vem, zdaj si še ravno v tem švungu, ne? Sem, ja, ampak takoj, ko sem stopila v tale studio, sem zagledala tvojo dnevno sobo in se nekaj, to je to. Mogoče edin za atmosfero, kakšna živa roža. Veš, da je tako nekam, veš, kaj mislim? V tej stavbi nič ne preživi. No, pa sem se sam odnesel. Lej, probi, veš, če ne probaš, ne veš. Da vidimo. Ana, enih stvari se dogaja v tvojem življenju. Pravi, včasih vsake, da je delo praznik, ne? Gre skupaj. Delovna akcija je pravkar štartala, tukaj te najbolj spremljamo, najbolj poblizu, najbolj sočustvujemo z tvojimi podvigi in jočemo in se smejimo in vse. Sezona mislim, da še ni končana, ampak kakšno potovanje je že za tabo v tej, a to je zdaj že 7. leto? 8. 8, moj bog. 8. sezona je že, ja. Se tudi jaz ne morem verjeti, veš. Zelo zabavno, zelo pestro, zelo navdihujoče popotovanje do zdaj. Tokrat imamo take, ne vem, so se stvari poklopile očitno, ampak družine naše, ki so pač izbrane, so tukaj fajn. Tudi tako, ko ne snemamo, ko so kamere ugasjene, veš, ko se ljudje večkrat bolj sprostijo, absolutno, ne, ko ni kamer prižganih, so taki fajn ljudje, zgovorni, nasmejani, taki pristni, srčni in se v bistvu tudi off-cam zelo, zelo rada družim z njimi. Tako včasih mi je kar težko pol iti, veš, ker se z nekaterimi res tako dobro pokonektaš. Ostanejo kakšne vezi še tudi po snemanju, ko jim že predate njihove prenovljene domove, hiše? Ostanete v kakšnikoli povezavah, ker verjetno se te bodo spominjali vse življenje, ne? Ja, mislim, itak jim že pustimo tam polno mojih slik, ne? Tako da nimajo izbire. Ja, z nekaterimi ostanem, ne, v stikih. Z nekaterimi seveda ne, ker to je enako kot v življenju nasploh, ne? Nekateri pridejo, nekateri grejo, nekateri ostanejo. Ampak ja, nas pa čist vedno, po vsaki prenovi, po vsakem slovesu, vsi vabijo na piknik. Bomo naredili polet pa en piknik, pa pridete cela ekipa na piknik. Pa se ta piknik kadarkoli potem zgodi? Mislim, do zdaj se še ni. To je tako, ko obletnice šolske, se bomo družili, ne? Moramo se videti. Takrat, ko si tam, ne, ker je tako fajn, ker si poln tega nekega elana, zanosa. Čustev. Potem pa gre življenje, ne, veš, potem pa se odvija življenje, vsakemu posebej in ja, zelo težko se pol uskladimo, sploh cela ekipa, veš, tukaj še produkcijska ekipa, poleg mojstrov in vsega. Tako da, ja, je kar veliko življenj za uskladiti. No. Tako enih 7-8 let je kar lepa doba za eno televizijsko oddajo v Sloveniji in zanimiva doba tudi v življenju, ne? V 8 letih se človek ni enak, kot je bil pred 7-8 leti. Kako si se pa kaj ti spremenila? Veliko enih zgodb, težkih zgodb se je zgodilo vmes, veliko verjetno tudi ene osebne rasti. A si danes zelo drugačna, Ana, kot si bila v prvi oddaji? Zelo drugačna, ne vem če, ta nek bit prvinski ostaja. Sem se pa spremenila, ja, seveda. Sej 8 let je, ko si rekel, kar v redu doba za
doživeti, za spoznati karkoli o sebi predvsem. In tega se je v tem času meni zelo veliko dogajalo. No. Veliko stvari sem spoznala v sebi, tudi na račun seveda delovne akcije, ne. Ker vse te zgodbe, s katerimi sem živela ali pa še živim, no, so se me dotakle na tak ali pa na drugačen način in so nekaj spremenile v meni pa v mojem načinu delovanja. Jaz si mislim, da na boljše. In to tudi želim implementirati potem v svoje življenje vsakodnevno in tudi na Otjo, hčerko mojo, prenašati te neke vrednote, ta neka spoznanja, ki sem jih spoznala. Ne. Ja. Predstavljam si, da ko prideš, torej kot voditelj, novinar, kakorkoli, ne, ti padeš v eno zgodbo, ki ni tvoja. Ampak padeš v zgodbo z svojimi najboljšimi nameni, seveda si z ekipo in produkcijo in z vsemi želiš njihovo življenje spremeniti na bolje, ampak v to zgodbo lahko padeš tudi zelo ranljiv. Mislim, ne? Ker si vendarle si človek, a si zgradila skozi leta morda kak profesionalni ščit okrog tega, da te zgodbe, ki so včasih pa res težke, da te ne zlomijo, da te ne zabrazgotinijo? Ja, sem. Ker sem bila primorana to narediti, ker če se spomnim prvih 3 sezon, sem po vsakem koncu sezone bila pač čustvena razvalina. In se dolgo nisem sestavila. Enkrat sem se pogovarjala z mojo prijateljico, ki je psihologinja, in Tjaša, hvala, I love you, ker mi rešuje življenje. In mi je rekla, da to, v bistvu, kar jaz doživljam skozi te zgodbe, je enako primerljivo, kot če bi meni vsak teden ena bližnja oseba umrla. Tako intenzivni občutki so to. Ne. S tem, da se pravi, ne vem, karikiram, če mi začnemo snemati v ponedeljek in končamo v soboto, jaz pridem v soboto zvečer po noč, v nedeljo zjutraj domov, si operem vsa oblačila, si jih spakiram in sem v ponedeljek zjutraj spet v novi zgodbi, kjer mi spet nekdo bližnji umre. Ne. Karikiram z čustvenega vidika zdaj. Tako da kdorkoli je kdaj v življenju koga ljubljenega izgubil, ve, da take izgube ne moreš preboleti v parih urah, v parih tednih. Kaj šele, da se ti takšne izgube nalagajo, ne, iz tedna v teden. Les imam zdaj kar cmok v grlu. Tudi jaz. Ampak ravno zaradi tega sem rekla, da sem bila primorana se obdati z nekim ščitom. Ne. Nisem znala, nisem vedela, kako naj to naredim. Ne. Veliko ljudi me je spraševalo, kaj tebi dajo kakšnega psihologa, ne, da se ti, ker to, ne. Pa sem tudi jaz začela razmišljati, ko je moje zdravje se že začelo načenjati čustveno, mentalno in kasneje tudi fizično. Sem rekla, to je treba nekaj narediti. Ne. In hvala Bogu, je res ta moja prijateljica Tjaša, psihologinja, bila ves čas takrat z mano in mi je znala zelo dobro, ne samo kot prijateljica, ampak kot strokovnjakinja svetovati. Ne. Tako da, ja, zdaj imam jaz z mojo Tjašo te neke pogovore in mi je dala tudi recimo način oziroma orodja, mi je približala, ki jih jaz lahko uporabim v vsakdanjem življenju, ne, da si lahko pomagam, da si naredim neko distanco, da hkrati ostajam empatična in pač to, kar dejansko sem, ne, kar si želim dati vso sebe tej družini. Kakšno je zdaj tvoje stališče, ko prideš na prizorišče? Kaj, želim ti pomagati, ampak potem grem domov. A ne vem, kako pristopiti? Ja. Tudi kot novinarja, me nenazadnje to zanima, tudi nam bi kdaj, morda ne prav meni, ampak razumem, ja. Koristil kak pogovor s kom v tej smeri, ne? Veš kaj, jaz imam, kako bi se izrazila, vedno, se pravi, smeh ali pa razorožitev neke naelektrene situacije, ponavadi jaz to naredim s kakšnim
vicem, s kakšnim smehom, s kakšno foro na svoj račun, nekaj se zahecam, že se tako malo atmosfera sprosti. Prebiješ let, ne? Tako. In potem tudi ljudje nekako spustijo te, veš, kamen od srca, se jim odvelja, ok, v redu, vse je v redu, ni to zdaj nek bav. In potem sam, ne vem, svojim karakterjem, ali kaj jaz ne znam razložiti drugače, kot pač to, kar sem. Zgodiš se, ne? Ja, mislim, ne znam ti to razložiti, kako, ne vem, nimam formule, no. Pač sem si pa zadala en tak cilj pred leti, da kljub ne glede na to, kakšne družine so, kdo so ti ljudje, ne glede na vse prenove, ki jih počnemo, sem v tistem času jaz njim na voljo. V smislu pogovorov, v smislu poslušanja, v smislu hecanja, doživljanja kakih novih stvari, ki jih še niso nikoli v življenju se jim zgodile. Tako, se mi zdi, da ta moj posvečen čas njim je dejansko ta nadgradnja, ki jo jaz lahko dam poleg vseh teh prenov, ki jih oni dobijo. Tak materinski lik, ne? Si v vsem tej temni sobi. Ja, ne vem, če kot materinski, mogoče včasih tudi, ja, kadar so kakšni mlajši kandidati, no, kako se ne izrazim. Ampak bolj kot ta nek človek človeku, veš, zato ker velikrat so mi rekli, da edino, kar so rabili, je mogoče en pogovor ali pa, da z nekom v miru kavo spijejo. Ali pa, veš, ni bila poanta prenova stanovanja ali pa, ne vem, materialne stvari, ampak to, nekdo si je vzel čas zame. Pomemben sem. Vsaj nekomu v tem trenutku. A veš, ta občutek, da daš človeku občutek, da je nekaj vreden, da je slišan. Ne? Pot do upanja je včasih krajša, ne? Kot se zdi mogoče na prvi pogled. A veš, kot družba veliko govorimo o humanitarnosti, pa o socialnih problemih, pa o socialnih transferih. Pa veš, veliko govorimo, v dejanjih nismo zmeraj tako izraziti. Ne? Ti pa si tam. Ti vohaš vlago v teh stanovanjih, a veš, ti vidiš plesen na stenah, ti vidiš trhle pode in stropove in vse, ne? Vidiš bedo iz prve bojne črte. A si kot ženska, kot oseba, kot Slovenka, a si kdaj jezna? Ja. Na družbo, v kateri so pa očitno sistemi na določeni meri zatajili. Ja, sem, ja. In to dobro ve naša produkcijska ekipa. Začnem vihreti, potem kako je to mogoče. Ja, absolutno sem jezna, ja, včasih na ta sistem. Načeloma, jaz sem zagovornica, jaz mislim, da imamo mi načeloma v primerjavi z ostalimi državami dokaj dober sistem. In šolski in zdravstveni, in to pustimo zdaj, ne, detajle, tako, ampak to, da imamo brezplačno zdravstvo, brezplačno šolstvo, to je veliko, veliko vredno. Ampak, pol pa pridemo na konkretne primere v praksi, ne na papirju. In potem vidimo, da ne vem, en človek, ki ga je pri 4 letih zadela možganska kap, karikiram zdaj, ne, ni upravičen do invalidskega nadomestila, ne, zato ker ni dovolj poškodovan, ali kako naj se izrazim, a veš, ne, se imaš 2 roki, imaš 2 nogi, imaš to, ne, kljub temu, da so male neke tehnične ovire, ne, se bom tako izrazila, ni upravičen do nekih socialnih transferjev, prosim, pa ne govorim o ljudeh, ki bi si želeli biti na socialki, ne, ljudje želijo delati. Ne? In to, ne vem, no, tukaj je enih primerov, pri katerih mi je kriza vrela, da ja, ne vem, in pol to v meni prebudi nek bes, ne? Neko kri mi zavre, dobesedno,
In pol, ne vem, iščem vse možne načine, kako bi lahko to popravili in vedno znova se vračam se vrnem na istočnico, da je problem pač ta naša birokracija, ne. Dokazila za to, tretje, pa na papirju drugače. Ja, danes je takole, lani pa je bilo drugače, razumeš? Lani razumem, da nisem bil upravičen, ampak danes pa je dejansko stanje drugačno. Dajmo to upoštevati, ne pa lanskih papirjev. Mislim, veš, kaj mislim? Ni življenjsko, ne? Ja, ni življenjsko, ne. Kako pa kot voditeljica take oddaje ne zapasti v očitke do samih kandidatov? A veš, en gledalec, lahko povem z prve roke, ne se veš, kaj mi komentiramo, ne? Lahko bi pa mogoče malo pospravili, če že denarja nimajo, ne? Zakaj pa si ne poiščeš službe? Zakaj, ne? Zakaj ne iščeš bolj poti, zakaj ne iščeš bolj rešitev? Kako si ti kaj opravlja s tem? A s temi komentarji ali za svojo kritično držo do kandidatov? Veš kaj, iskreno bom povedala, jaz sem iskrena tudi do teh kandidatov. Velikokrat se je že zgodilo, da sem jim rekla po koncu snemanja, to nisem še nikoli povedala, da zdaj pa tako, če ne boste pospravljali, jaz bom nenapovedano prišla. In prisežem, nenapovedano bom prišla in če ne bo pospravljeno, jaz ne vem kaj. Ne? Se vzeti ne moreš, ne? Mislim, vem, ja, ampak tako hočem reči, da začutijo to težo tega, kar jim je bilo dano, podarjeno, kar so dobili. In včasih se mi zdi, da znamo premalo ceniti to, kar dobimo, bolj cenimo to, kar si sami ustvarimo, ker vemo, kako smo do tega prišli. Ne? Za neke podarjene stvari smo pa ne pravim zdaj nasploh, ne, ampak včasih pa smo malo tako, ne, nimamo nekega odnosa. In znam to dobro presoditi. Ja, se je neparkrat že zgodilo, da sem zagrozila, ne vem, če je to prava beseda, ampak ja, se nenapovedano najavila, da pridem pogledat, in sem dobila potem slike, veš, pa mi pošiljajo slike, imamo čisto, imamo pospravljamo, hvala. Saj ne želim tega, ne, želim sam, da jim kliker v glavi naredi, ne. Da ni kar padlo z neba, da ni kar padlo z neba, lej, to je zdaj loterija. Na loteriji si zadev, skrbi zdaj za to, a veš. En božji prst, ne, če bi v to smer šla, ne. Ja, Michelangelo. Ja. Mogoče bo zvenelo vprašanje malce kruto, ampak a ste se kdaj zmotili? Ne. Po mojem mnenju ne. Zato, ker vedno grejo vse zgodbe, vse, kako bi rekla, vse zgodbe preko več sit. In če tudi je bil kdaj kakšen dvom z kakšne strani, sem jaz vedno stala za temi prenovami, sploh in še posebej, kadar so vključeni otroci. Ker otroci niso tisti, ki odgovarjajo za dejanja svojih staršev, ampak so nepopisan list papirja, ki če mu daš prave barvice in dovolj barvic, znajo ta list papirja poslikati kot največji umetniki. Tako da, jaz stojim za čisto vsako prenovo. Skozi vsa ta leta se je nabralo veliko zgodb, ampak so zgodbe, ki si jih bolj zapomniš, ki jih bolj nosiš s sabo, ki te bolj zaznamujejo, tudi za brazgotinijo ali zatraumirajo ali karkoli. Novinarji, poznamo to zelo dobro. Katero nosiš ti s seboj? Ja, eno, ki jo skozi vsakič znova jo izpostavim, kadar dobim podobno vprašanje, in to je iz prve sezone zgodba družine Dajić. Ona je mamica Klaudija, ostala z 2 sinovoma, majhnima takrat še, partner pa je umrl v prometni nesreči v Nemčiji na delu in njo je to čist sesul. In ta bolečina, ki sem jo jaz videla v njenih očeh, v njenem
telesu, v njenem bitu, to je bilo nekaj tako meni bolečega zagledati. Da me je, mislim, ta zgodba ne samo mene, ampak celotno tudi produkcijsko ekipo zelo, zelo zaznamovala. Takrat vem, da smo mi čisto vsi jokali. Vsi. Pa sem jaz edina ženska v produkciji. Ja. Zato toliko bolj hvala, da to počnete, ne? Kar počnete. Mislim, ampak, ja, res, ja. Pa tudi se zgodbe najbrž nimajo potem srečnega konca, ne? A jim sledite potem, kaj se dogaja z njimi po koncu projekta? Mislim, zdaj, da bi jih dejansko spremljali, pa da bi oni morali neka poročila nam oddajati, to Ja. ne. To je spodbujanje te nebirokratične države. Sem pa z nekaterimi jaz v stiku, mislim pač na njihovo željo, ne? Jaz se nikomor ne usiljujem, oni vedno sami meni potem slikce pošiljajo, me obveščajo, kako otroci rastejo, kje se šolajo, nekateri so že zaposleni, da velikokrat mi rečejo, da je prihodi delovne akcije v njihova življenja bil dejansko starting point, ne? Se pravi točka, s katere so lahko dejansko zaštartali, ker do takrat so pa živeli v minusu, ne? Če se tako izrazim. Ne mislim samo finančno, tudi nasploh življenje. Ne? Tako da to odskočno desko so si mnogi zares vzeli kot odskočno desko in si tudi sami, potem ko smo mi že šli, nadgrajevali, priredili, kakorkoli po svoje postavili stanovanja, hiške in mislim, meni je to nekaj najlepšega, no. A veš, da nekomu res lahko daš nov začetek. Glej, tukaj imaš nov začetek, zdaj pa sam sadi in obiraj. Dobre, reset, ne? Ja. Počasi bo šla malce stran od delovne akcije, ampak veliko veš o ljudeh, ne? In vedno več veš o ljudeh iz leta v leto te akcije. Si pa tudi mama. Kaj bi želela svoji hčerki, kaj najpomembneje, kar bi želela vcepiti za prihodnost, za vstop v ta vedno bolj zmešan svet? Ja. Veš kaj? To, da bi kjerkoli, kadarkoli znala ločiti, kaj je prav in kaj narobe. To. V vseh situacijah življenjskih, kjer v kakršnikoli življenjski situaciji se znajde, vedno imaš možnost se odločiti za prav ali pa za narobe. Krepke besede. Kakšna mama si sicer? Če ne bi bila midva nekje istih let, jaz bi te tako imel za mamo. No, kakšno mamo me pa ti vidiš? Kakšna sama sem stroga? Ali sem, ja, po mojem si bolj stroga, kot si mislim, da si. Zato, ker sicer si ta peneče mehurčkasta, veš, članica ta javna Ana, ne, članica Bipop in vsega, ne, ampak po mojem se za vso to milnico skriva Žajfa. Žajfa, predvsem pa ženska discipline, po mojem. Ne? Tako bom rekla, sem stroga mami. Glej, da sem trofo. Ja, si trofo, ja. Si trofo. Ampak mislim, verjetno tudi zaradi tega, ker sem jaz imela zelo dosledno vzgojo. In se mi zdi, da mislim, takrat itak je bilo vse krivično in narobe in o moj bog, nihče me nima rad. Ne? Mi je znano, ja. Ne? Ampak danes, ko pogledam pa iz starševskih oči, pa dejansko iz tega, kakšnega otroka oziroma v kakšnega človeka želim vzgojiti Otjo, ne? Kakšna naj bo v tem res norem svetu. Pa se mi zdi, da je ta doslednost pri vzgoji še bolj pomembna, kot je bila pa takrat. Izjemnega pomena. Zato, ker ne vem, jaz si tudi vedno rečem, lej, odloči se sama, ampak za vsako odločitev pač pride neka posledica. Ne, mislim, ne govorim zdaj nujno negativno, ne. Ampak pač te posledice boš nosila sama. Ne. Tako da
Mislim, jaz ti lahko dam vrednote, lahko ti povem, kaj je v redu, kaj ni prav, zakaj si to v redu naredila, zakaj ne, ampak na koncu si pa ti sama sabo. Ne? Zdaj pa... Ta občutek odgovornosti danes ni nekaj samoumevnega. Ne? Se mi zdi, da lahko toliko enih stvari rečemo in naredimo, brez da bi čutili eno težo posledic ali odgovornost do kogarkoli, česarkoli. Ti si pa morala biti odgovorna pravzaprav že zelo zgodaj v življenju. Spremljali smo, kako so Bebop nastajali skozi so oddajo in tako. Koliko ste bili stari takrat? Jaz sem bila stara 19 let. 19 let. A veš, čaga se je šele začela pravzaprav, ne? Ampak se ni. Vi ste pravzaprav začeli delati. Ko gledaš nazaj, a je bilo lepo obdobje pravzaprav? Izjemno. Bilo. Izjemno obdobje. Ni bil šiht? Ne, ker ga nismo tako dojemali. Mislim, jaz ga nisem tako dojemala. Jaz sem to dojemala kot žurko, kot čago, kot fešto, kot gavdol, kukorkoli. Zaradi tega, ker sem uživala v tem, kar smo počeli. Jaz sem celo življenje pela, jaz sem celo življenje nastopala. Oder meni ni bil nič nenavadnega. To je bil moj drug dom. Dobro sem se znašla na odru. Rada sem dala energijo, uživala sem v tem, da sem publiko dvignila. Veš, to je bil meni life. In z tega vidika jaz nikakor ne jemljem Bebop obdobje kot šiht. Nikakor. Meni je bilo to res the best. Zelo dobro študentsko delo bi to bilo, ne? Ja, zelo dobro študentsko delo. Ko gledaš, za razliko od vseh ostalih članic, ti nisi nikoli zares zapustila, a veš, scene, mislim, ne zmeraj si bila nekje prisotna v vseh v raznih oblikah, ampak ko gledaš nazaj na tisto obdobje res največje slave, se ti zdi sploh resnično. Jaz se spomnim polnega Europarka, recimo, pa zvezkov, pa ne vem, posod ste bili. Povsod. Ene take vročične sanje, po mojem, ne? Veš, kaj je zanimivost tega obdobja? Da so se stvari tako hitro odvijale, da se jih mnogo niti ne spomnim. Ker je šlo tako zelo hitro vse skupaj. Mislim, govorim iz dneva v dan, ali pa v enem dnevu se je nam zgodilo, ne vem, 4 velike stvari, ne vem, 4 ali pa 3 različna podpisovanja v različnih krajih, kjer je prišlo, koliko je bilo v Europarku, mislim, da je bilo 5000 ljudi, ali koliko je bilo takrat. Razumeš, vse je bilo polno. Mislim, in vedno znova smo si vzeli časa za vsakega posebej, dali vsakemu podpis, pa za vsakem se slikati in to je bilo... In potem naslednji dan spet in potem spet. Tako da ni bilo dejansko niti enega, ko bi rekla, časa, da bi vse to lahko dojela. Ne? In se včasih zalotim, veš, da še vedno na tak način živim. Ne? A veš, da je vse to hiter. Rock'n'roll. Namesto, da bi, daj se malo vstal praznik, no. Malo se vstal, pa dojemi, kaj se ti dogaja. A veš? Ker to je tako malo nenavadno življenje, ne? Ni to zdaj glih povprečno življenje. Meni je normalno, jaz si sebe ne predstavljam drugače, ker kot rečeno, od 19 leta naprej že tako, ne? Ampak dejansko, če pa razmislim, pa ni povprečno življenje, ne? Zagotovo, ni povprečno življenje. Jaz v Europarku podpisujem samo, ne vem, se še čeko, ni več, da zelo nič ne podpisujem. Si imela kdaj krizo identitete? Ker Bebop obdobje se na neki točki vendarle izpelo, dokaj ga niste zdaj babnice obnovile. Ne? Kaj je bilo potem v tem vmesnem obdobju? Se ne spomnim zdaj, kjerega leta je to bilo? To je bilo 2005-2006. Ja, imela sem. In takrat sem šla delat v skladišče. Wow. Ja. Moja prijateljica oče je imel eno firmo, oni so uvažali izdelke različnih športnih blagovnih znamk, zalagali vse te športne trgovine po Sloveniji in jaz sem šla, in ta moja prijateljica Maja meni rekla, moj oče išče pač nekaj delo za v skladišču, če ti je, če ti ni, ja, grem. In sem šla. In sem delala v skladišču in sem zlagala smučarske rokavice, palce, odbojkarske žoge, čelade, tako.
Super mi je bilo. In podpisovala samo še naročilnice, ne? Tako, niti to ne, niti take odgovornosti nisem imela več, tako da best mi je bilo, to samo do 20, to je to, do 40, to je to. Rabila sem en tak res popoln reset, mentalni od vsega tega. In to, da sem bila v tistem trenutku tam in delala to, kar sem delala, in ne razmišljala o obveznostih, ki me čakajo, ne. To je bila najboljša terapija takrat. Ali pa najboljši... najboljša terapija. Ja. Od super zvezde do skladišča. Ja, mislim, super zvezde, kaj pa je danes, pa nas ni super zvezde, oprosti, no. Oprosti, če bi takrat stala v množici pred vašo mizo za podpisovanje, bi videla super zvezda. Ne? No, hvala. No. Ni mi bilo težko. Hočem reči, da mi je bilo v resnici zelo fajn. Super kolektiv je bil, ful smo se dobro razumeli, počasi sem napredovala v pisarniško delo. Res, meni je bilo to the best. Res mi je bilo fajn. Taka nora izkušnja, da rabila sem to v tistem trenutku v življenju, absolutno. Potem sem pa dobila klic z radia, če bi prišla na radio delati. In to je bila pa zapravo tvoja vrnitev v svet medijev, estrade. Po nekih 2 letih se mi zdi. Kako si se pa kaj znašla potem v tem radijskem svetu, kjer je bilo, je drugače, ne? Ja. Je mikrofon, ampak govori še do onemoglosti. Ja, je drugače, ampak mene je kar potegnil ta medij. Tako da sem se hitro začela zanimati za razne aspekte te mašinerije, ne. Itak sem se učila sproti, ne. Imela sem super mentorco Katjo, pol je pa pač vse veš. Jaz prihajam iz delovne familije, ne, in meni je bilo to vcepljeno, da brez nič ni nič. Tako da če nič ne boš delala, pač nič ne bo, ne. Če pa imaš nek cilj, če pa imaš neko vedoželjnost, niti ne rabiš imeti cilja, ker jaz nimam ciljev v življenju. Jaz res jih nimam. Ampak imam pa radovednost, imam pa zanimanje, vedoželjnost, kakorkoli. In to se mi zdi, da me potem vedno pripelje do nekih ali projektov, ali zanimivih novih področji, ki jih še nisem odkrila, se ukvarjala z njimi. Tako da delo je bilo meni v resnici ne tuje, no, in tudi na radiju sem kar delala. Ta radijska ljubezen ni bila zelo dolga, ne? Mislim, da, ali? Pa ne, je bila 14 let. 14 let? Oprosti, jaz vem sam za mariborsko epizodo. Talk to the hand. Okay. Ignorirajmo ta pogovor zdaj. Če malo, kje si bila 14 let? Je na centru. 14 let si bila na centru? Ja, ampak ne kot moderatorka. No tukaj sva se zgubila. Tako je. Jaz sem delala najprej kot producentka, Poloni Požgan, pa Sašo Papu takrat. Kar nekaj časa, pol pa sem šele postala moderatorka. Ja. Pa cajt to zelo hitro mine. Ne se zdaj zgovarjati. Pa se slabo pripravljen na intervju. Prej sva jih že omenila, tvoje glasbene soborke, Tinkaro in Alenko, nazaj ste zdaj že kar nekaj časa. A ste imeli kak pomislek, preden ste se vrnili? A veš, ko ti oživljaš nekaj, kar je nekoč bilo zelo uspešno, ni nujno, da bo spet, ne? Absolutno. Tudi kak zelo klaven primer smo že doživeli vrnitve, ne, ki je zgrmela po stopnicah navzdol, zelo neopaženo sicer, ne. Pri vas pa ni bilo tako, ne, zelo ste se prijeli, ampak a ste imeli kak pogovor same s sabo, ali zdaj res to gremo, zakaj se to gremo? Mislim, jaz sem imela večkrat ta pogovor sama s sabo, kaj mi je tega treba, recimo. Ampak tudi to se je zgodilo zelo spontano. Zato, ker zdaj smo Bepop na sceni že dobrih 5 let, ne? Zanimiv podatek, fun fact. Dlje časa smo zdaj na sceni, kot smo pa takrat bili aktivni, pred 20 leti. Zanimiv podatek, ja. Ja. No in, kaj sem hodila reči?
Aha, vprašanje sama sabo. Ja. Vse skupaj se je zgodilo zelo spontano, kajti takrat je bilo, se pravi 5 let nazaj, bilo neko obdobje te nostalgije. In ful so se delali neki žuri z glasbo iz tistega obdobja in tako in potem. Ja, in potem je Gregor Zalokar, ki je bil kasneje tudi naš menedžer nekaj časa, začel pritiskati, punce, dajmo, to je zdaj ful aktualno, pa daj prite kot gostje, pa bomo naredili en glasbeni slovenski večer, pa boste vi pršeti, in pol smo... Zalokar vedno nekaj teži. Ja, on skozi nekaj, razumeš, in pol na koncu smo seveda klecili, s tem, da smo prej še vprašali Simona, ker pri njem smo vedeli, da on je niti pod točko razno več na oder. Tako da smo ga najprej vprašali, a bi bilo te bed, če bi me same 3, ne, sam mene puste primer. Kaj se mu je toliko zamerilo? Ne morem ga vprašati, veš, kaj ga nekaj ni. Ja, mislim, ne vem, mogoče je bilo, veš, za moškega drugač na slovenski glasbeni sceni v nekem takem bendu, kot pa za žensko, ne. Veš, vsem si mogoče malo bolj deležen kakšnega posmehovanja ali pa kaj podobnega. Ker je glasba toliko soft? Ja, verjetno, ja. Ker takrat je bilo neki boy band, neki, a veš, tako v tem smislu, ne. Nikoli nisem pomislil na to. Ja. Mislim, ne vem, ampak si mislim, v resnici mi dva Simonom tudi nikoli nismo o tem pogovarjali, ampak on je rekel, da mu ni več zaskakati po odru in nam je dal žegen, da lahko me zdaj same nadaljujemo kot trio in smo zagrable kot bika za roge in v 14 dneh imeli zorganizirano fotkanje, 4 špile že, skratka. Mi smo šle all in. In se tudi prijele na polno, ne, se ste povsod. Ja, ampak veš, da ni bil plan od začetka, da bi mi karkoli delali z novo glasbo. Mi smo rekli, bomo pač, ne vem, dokler si ljudje želijo poslušati te naše stare hite, bomo še to malo v živo nastopali, pa itak, ne. Ti imaš svoj projekt, ti imaš svojega, ne. In potem se je začelo, da bo pa kak nov komad, se bi pa ful fajn, sam da je pa kaj novega. A veš, in so se začeli pritiski. In pa smo rekli, noč pa dajmo nekaj novega, ne, kaj zvem. Pa smo Žanu Serčiču takrat rekli, če bi naredil en komad, smo ful na dolgo in široko opisali in povedali z raznimi pridevniki, kakšen komad si želimo. In je napisal Daj se nasmej. In Daj se nasmej se je noro prijel. Ampak edina slaba točka je bil pa timing, ali pa niti ne, ker se je potem, ko smo mi izdali komad, čez 2 meseca zgodil lockdown, ne, korona. Tako da nič ni bilo z nastopi v živo, s predstavitvijo pesmi, nič. Kar se je pa zanimivega zgodilo s tem komadom, je pa to, da je nekako postal himna v osnovnih šolah. Ker je besedilo, mislim, če si ga tako interpretiral, je tudi lahko, ne, veš, mi smo bili vsi doma, pa tudi, če imaš slab dan, da se nasmej, dvigne ga v gol, vse bo okej, a veš, tak nek vzpodbujajoč, pozitiven besedilo, ne. Torej, to ni bil komad namenoma napisan za dvigovanje razpoloženja enega depresivnega naroda, ampak... Ampak je na koncu postal neka himna, recimo v tem smislu. Zanimivo. In potem torej, preživeli ste tudi vso to kugo in vse, kar je zraven prinesla. In potem se je nedaleč nazaj zgodil obojeni Popstars tour. Ja. In vse je bilo, kot je nekdaj bilo, ne bi pesnik bi rekel, ne. Kakšna je bila ta tura? 2 dvorani sta padli, ne? Ena še čakaj, ne. Ne, 2 leti. 2 leti. Popstars tour, čakaj, to misliš, da je... Ne, ta novi. A ja, ta novi, ne, ena je bila, ena pa še bo. Ena še bo oktobra. Tako je, ja. Ja, to je bilo noro, no. To tudi, če ne bi nič pela, mislim, peli, bi bilo to, mislim, ne vem, no, 3000 folka je tam v en glas, 2 uri ali koliko cajta je to trajalo, pelo na polno. A je ta energija med vami ostala? Ja. Ja. Mislim, res dolgo nismo videli tako, da bi vsi bili na kupu s Popstarsi, ampak ko smo imeli potem priprave na ta dogodek,
fotkanje, razni intervjuji. Pa se pa kar nekako so se te korenince začele prebujati, je kar začelo rasti vse skupaj in prepletati se, ko je prišlo na površje. In ja, lepo smo zacveteli. No? Se veselim zdaj oktobra še enega dogodka v Mariboru. To bo po mojem še boljše. Zdaj me boš ubila, a je bilo kaj čudno svojega bivšega spet srečati po tolkem času? Ne, sploh ga ne jemljem več kot bivšega. Ki si stari, si v redu, ok, čau. Odlično. Počasi veselim se tega mariborskega popstarstva, tudi jaz zelo, jaz sem full fan teh pogledin za Denje, veš na vseh teh obojenih projektov, jaz sem človek z 90-ih, konec koncev. Še ena zanimiva stvar se je zgodila v tvojem življenju. Filmsko vlogo si dobila. Ja. In to v filmu, ki je imel pa kar precejšno težo. Mislim, to zdaj ni bil hi film, ne? To je bil film o avtizmu. Avtizmu, tako je. Je to tvoj nov rajc v življenju? Ne mislim avtizem, ne mislim film. Lahko bi rekla, da je nekaj prebudil v meni, neko radovednost dodatno, predvsem v smislu raziskovanja sebe v različnih vlogah. Res drugačna posebna izkušnja je bil ta film. Pa ja, lahko bi rekla, no, da je prebudil nekaj v meni. Kakšna vloga bi te navdihnila za naslednji film? Se pravi, v tem filmu Še pet metulja sem igrala Zarjo, ki je karakterno zelo podobna meni, Ani. Tako da nisem imela nekih blaznih težav se dati v njeno vlogo, v njen mindset in tako, kar imava zelo podobno razmišljanje. Tako da nekaj popolnoma drugačnega, diametralno nasprotnega bi mi bil pa nori. A bi bila morilka? Ja, bi bila. Bi bila. Fatalna Ana. No, torej, gospodje režiserji. Sam bi bila taka sophisticated morilka. A bi se na črno pobarvala? Zakaj so morilke zmeraj črne? Ja, ne, zato da je bolj dramatično. Razumeš? Ana, nekako smo že prispela do konca najnega slačenja v slačilnici skoraj, ker sva rekla, da je delo praznik, koliko boš kaj praznovala v naslednjih tednih in dneh, ker mislim, da pa ta bo še kar nekaj dela. Ja, praznovala bom, vsak dan. Vsak dan je lahko razlog za praznovanje. Če se zjutraj zbudiš, evo, že imaš razlog za praznovanje. Praznujemo. Ja. Ne mislim, da še kakšni novi projekti pred tabo letos? Ja, en projekt, malo večji, o katerem žal ne smem še nič govoriti. Vem. Drugače pa se nadejam veliko nastopov z Bepop, kar nekaj imamo že zabukiranih. Seveda bomo izdali tudi nove pesmi. Eno imamo že posneto, pa tudi žal ne smem še nič povedati. Oprosti, Denis. Še enkrat mogla priti, ne? Tako, vidiš, to je teaser za naslednjič. Drugače pa si želim, da bi majčkeno več letos lahko potovala. Gremo, polet bomo nekam šli na toplo, malo dlje. Imam pa na listku med to do oziroma med to go Japonsko. Oh, wow. Ja, in pravijo, da je letos zadnji vlak za Japonsko, ker z naslednjim letom se baje spreminjajo neke cene, trošarin, kaj zvem, ne vem. Imajo ene inflacije. Mislim, Tako da če kdaj, potem se baje letos plačati na Japonsko. Zdaj, Japonska je več zelo draga, ampak zdaj se baje kao ful splača. Hitro pakire. Za konec samo še neizbežno vprašanje, s katerim vedno zaključimo slačilnico, pa ne vemo zakaj, ker tako nobeno ni všeč to vprašanje. Koga si nikoli in nikdar ne bi želela srečati v slačilnici? Imamo izjemno širok diapazon odgovorov na to vprašanje. Lahko je odgovor na trenutno stanje v svetu ali pa na Balkanu? Ja. Aleksandra Vučića. Naj ostane, kjer je. Oziroma ne, moral biti
Ne bom zdaj, ok, ja. Za rešetke. Ne hodimo v tisto slačilnico. Ne. A mogoče bi pa moral doživeti to slačilnico. Mogoče bi moral, ja. Ta roza zajec bi mu šel na živce. Ja, njega ne bi rada imela v slačilnici. Draga Ana, najlepša hvala, da si naredila moj dan prazničen. Z veseljem. In hvala za vse, kar počneš z užitkom, te spremljamo, gledamo, poslušamo. Upam, da ne boš preveč okrutna v tistem filmu, ki prihaja. Hvala tudi vam, dragi moji. Vse veste, ne? Slišimo se na Apple Podcasts, na Spotifyju in na vseh naših platformah, tudi na YouTubu. Hvala, ker ste bili z nami v še eni slačilnici in vse veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa.